pozdravljeni na tradicionalnih Pučnikovih dnevih, ki jih organiziramo vsako leto marca. Nekaj tehničnih težav sem področil, se oproščam. Tisti, ki to bolje znajo od mene. To je vsako leto marca za spomin na očetu slovenske pomladi, dr. Jožeta Pučnika. Na vseh dosedanjih srečanjih smo se lotevali aktualnih družbenih tem in številni prispevki ter odzivi nanje pričajo, da inštitut dr. Jožeta Pučnika uresničuje svoje poslanstvo. V minulih 12 mesecih, minulem letu torej, smo izvedli kar nekaj dobro obiskanih debatnih večerov z mladimi, kjer so mladi intelektualci razpravljali o političnih, kulturnih, gospodarskih in drugih vprašanjih našega časa. Poleg tradicionalnih Pučnikovih dni in srečanja akademije lansko leto smo imeli še vrsto zanimivih srečanj z mednarodno udeležbo. Izdali smo knjižnico Vizija 20+20, kjer smo javnosti predstavili naš pogled na razvoj Slovenije. Objavili smo tudi poročilo o pobojih, ki na celovit način prikazuje delo tako imenovane Pučnikove komisije v obdobju 92-96. Skupaj s študijskim centrom za narodno spravo Društvom slovenskih izobražencev iz Trsta, občino Štanjel, smo pripravili spominsko slovesnost po vseevropskem dnevu spomina na žrtve avtoritarnih in totalitarnih režimov. Skupaj z inštitutom dr. Ekreka smo obeležili 20-letnico plebiscita in ne nazadnje z okroglo mizo Resetirati Slovenije smo želeli sprožiti razpravo o tem, kje smo in kam gremo. Ko smo se pred meseci v inštitutu pogovarjali o temi letošnjega srečanja, smo bili enotni v oceni, da ne kaže trošiti energije s kritiko oblasti. Kajti niti predsedniku države, niti vladi ni mar za mnenje ljudi, pa naj bo še tako utemeljeno. Vse, ki mislimo drugače kot oblast, predsednik države označuje za tranzicijsko nesnago, kar poleg drugih nerazumnih ravnanj te oblasti dovolj pove o njih. Slovenija je bila v prvih letih samostojnosti deležna pozornosti tujih raziskovalcev, ki so ugotavljali, da imamo dobre možnosti za prehod v demokracijo. Čeprav so bili opazni ostanki stare paternalistične kulture in velik zaostanek na področju demokratične politične kulture. Vedeli smo takrat in vemo danes, da je demokratizacija družbenega življenja dolgotrajen proces. Najbrž pa si nismo predstavljali, da bo po vzponu gospodarstva, družbenega standarda in življenjske rasti v tako kratkem času, v teh zadnjih dveh letih, sledil strm padec in izguba ugleda v mednarodni skupnosti. V debatnih večerih z mladimi smo se skupaj spraševali, kaj je narobe in zakaj je tako, kot je. In bolj ali manj soglašali, da so gospodarski in socialni problemi rešljivi. Naša največja težava pa je stanje duha. Zlasti o tem bo tekla beseda na letošnjih Pučnikovih dnevih, pa naj gre za širši pogled, zgodovinski oris ali pa za stanje duha na posameznih področjih človekovega delovanja. Tako ima letošnje srečanje naslov Slovenije 2.0, kar je mogoče razumeti, da so v Sloveniji potrebne temeljite spremembe. Hkrati pa nas številki 2 in 0 spominjata na 20. obletnico osamosvojitve. Spoštovane gospe in gospodje, tudi letos pričakujemo svežino idej in kresanje mnenj. V teh dneh bo priložnost, da skupaj premislimo, kaj je treba storiti, da bi bila Slovenija takšna, kot smo si jo nekoč predstavljali. Verjamem v našo sposobnost in verjamem, da je v Sloveniji dovolj svobodno mislečih ljudi, ki so se pripravljeni zavzeti za boljšo Slovenijo, kot je današnja.
Dovolite mi, da se ob tej priliki zahvalim prav vsem govornikom, še posebej pa me veselim, da so se našemu vabilu odzvali, kako ne rečem, slavnostni govorniki, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik profesor dr. Jože Tronter, akademik in pesnik Niko Grafenauer ter predsednik Slovenske demokratske stranke in ena ključnih posebnosti slovenske osamosvojitve Janez Janša. V tem vrstnem redu nam bodo tudi spregovorili. Na koncu še opravičim profesor dr. Trontla, akademika, da bo moral prej oditi, ker pač ima neodložljive obveznosti takoj za to priliko. Hvala vam za pozornost in vabim akademika, predsednika SAZU. Hvala lepa za prijazen uvod. Hvala organizatorjem za to povabilo, na to res pomembno srečanje. Izkazali ste mi posebno čast, ki jo znam ceniti. Prijazno ste me tudi predstavili kot predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ne zaradi večje jasnosti povem, da bom govoril o svojih osebnih in ne od akademije sprejetih stališčih. Povedal bom nekaj misli o izbiranju med vrednotami za vse in koristmi za manjšino. Osnovni ton današnjim in jutrišnjim razmišljanjem bo dala stiska današnjega časa. Globalna kriza z mnogimi obrazi. Našo dobo bistveno označuje liberalna tržna demokracija, tržna ekonomija, omiljena s socialnimi korektivi. Doslej se je kazala kot nasplošno razmeroma uspešen vzorec za delovanje in tako imenovani napredek družbe, čeprav polni rastočih protislovij. Globalno sprejet recept za reševanje teh protislovij je bil še hitrejši gospodarski razvoj. A zdaj dosegamo in smo ponekod že presegli meje še vzdržnega razvoja. Temeljna napaka se zdi v tem, da bomo še naprej poskušali gospodarsko rastjo in skrajnim izkoriščanjem virov, če ne drugače tudi z vojnami na periferiji razvitega sveta, reševati probleme, ki so vse večji, prenaseljenost, izčrpanje naravnih in človeških virov, hitro rastoče potrebe novih gospodarskih velikanov. Sistem je zgrajen na temelji, ki nikakor niso neoporečni, celo če jih pogledamo z veliko prizanesljivostjo. Poglavitni motiv, ki zagotavlja sodelovanje človeških množic, je želja po materialnih dobrinah. Ta želja ni samo vgrajena v človeški genom, je tudi vključena v vzgojo otroka od zibelke do univerze in je krmljena s sugestivnimi reklamami, ki spodbujajo potrošništvo. Vendar je med ljudmi vse več zavedanja, da na potrošništvu ni mogoče temeljiti prihodnosti človeštva. Negativni izgledov je preveč. Pred očmi imamo vse hitrejše socialno razslojevanje, ki je tudi v bogatih državah povezano z vrsto negativnih posledic. Vse več revščine, strahu pred negotovo prihodnostjo, vse več bogatenja manjšine in siromašenja večine. Vse bolj se razrašča izkoriščanje ljudi, vse več ljudi trpi krivice. Mnoge so tako rekoč utkane v sistemi. Zato ni čudno, ljudje čedalje bolj zahtevajo spoštovanje etike in vrednot. Ti dve besedi zadnje čase slišimo tako pogosto, kot še nikoli doslej. Kaj so vrednote? Intuitivno vemo, ko se zaradi nekega ozira odločimo
v nasprotju s tistim, k čemur nas nagovarjajo koristoljubje, sebičnost, lenoba ali trenutni impuls, je ta ozir morda vrednota. Skupne vrednote imajo in so imele skozi vso zgodovino človeštva veliko vlogo. Skrbeti nas mora sprememba njihovega statusa. Pojavljajo se zahteve po prelikih meja med dovoljenim in prepovedanim. Pritiski v eno in drugo smer so stari kot človeška družba. Z napredkom znanosti in tehnologije, z razpoložljivostjo novih izbir v osebnem življenju, pa tudi z vse intenzivnejšim iskanjem tržišča, rastejo predvsem pritiski za premike v prepovedano smer. Meni bo dovoljeno vzeti zgled iz biomedicinske etike, ki mi je bližja kot, na primer, etika v politiki in gospodarstvu v množičnih občinah. Zgled ne pokaže samo zakonitost, ki jo je mogoče srečati tudi v drugih hodnikih družbenega življenja. Slovencem je ena najvišjih vrednot zdravje. Podobno velja drugod po svetu. Veliko se vlaga v nove raziskave, razvoj novih diagnostičnih orodij, novih metod zdravljenja. A tu se pojavljajo tudi etična vprašanja. Spominjamo se razgretih razprav ob sprejemanju 7. okvirnega programa Evropske unije, ko je šlo za pridelovanje človeških zarodkov. Še bolj ekstremna zahteva je sprostitev trgovine s človeškimi organi, izvezenimi iz teles živih prodajalcev. Ali pridelovanje človeških novorojenčkov kot vira organov za presajanje v polne otroke in odraste. Pojavili so se etiki nove vrste, ki sami sebe imenujejo praktični ali utilitarni etiki. Ti skušajo ustvariti podlago za omenjeno početje tudi s trditvijo, da do varstva življenja niso upravičena človeška bitja, ki se ne zavedajo samih sebe in niso sposobna samorefleksije. To velja za nerojene otroke, po mnenju nekaterih tudi za novorojenčke. Ponekod je že dovoljena pridelava in poraba človeških zarodkov, torej nerojenih človeških bitij, pa tudi križancev med človekom in živalmi. Kot rečeno, vse to ne bi se dogajalo zaradi varovanja visoke vrednote zdravja. Specialistov nove etike ne skrbi, da taka ravnanja pomenijo hudo kršitev temeljnih človekovih pravic, pravice do varovanja življenja in dostojanstva človeških bitij, da pomenijo zlorabo človeškega bitja in življenja kot sredstva, pred čemer je svaril že pred 200 leti Immanuel Kant. Prav tako utilitarno razmišljanje je pripravilo tla za zverinstva v nacističnih taboriščih smrti. Zagovorniki klasične etike opozarjamo, da v navedenih primerih ne gre za varovanje vrednot, ampak služenje interesov. Tu je torej osnovni nesporazum, ki ni nesporazum, ampak je perfidna zamenjava dveh pojmov. To sta vrednota in korist. Korist manjšine na račun vrednot vseh. Utilitarni etiki, ki služijo interesom, deklariranim kot vrednote, uporabljajo tudi pozorno neetične prijeme in to brez kakšnega notranjega konflikta. Med drugim zahtevajo, da se opusti načelo človeškega dostojanstva, češ kar je neuporabno, ker se celo zlorablja. Zlorablja se, ko se nanj sklicujejo zakonodajalci, ki postavljajo omejitve za nove posameznikom koristne možnosti, ki jih prinašajo biomedicinska in druge znanosti. Preprosta, a moralno nepokvarjena pamet pove, da so omejitve potrebne
zaradi varstva človekovih pravic drugih. Prav načelo dostojanstva človeškega bitja je podlaga za človekove pravice, kot so zapisane v mednarodnih konvencijah. Zanimivo, eden od teh gospodov želi iz medicine izgnati zdravnikovo vest in delovanje na podlagi vrednot. Zveni paradoksno, a skrajno liberalni etiki se potegujejo za spremembe, ki nasprotujejo najpomembnejšim človekovim pravicam. Ne pozabimo, za uveljavitev teh pravic so bila potrebna stoletja in neštete človeške žrtve. Etiki nove vrste niso eksotični, nenevarni čudaki. V Britaniji so dosegli sprejetje zakona, ki dovoljuje ustvarjanje človeških zarodkov za raziskave, pa tudi človeško-živalskih križancev, za zdaj res da samo do 14. dneva razvoja. Kaj bi pomenilo zoženje ali celo opustitev človekovih pravic, ne le v medicini, tudi nasploh, za povrh še v povezavi z globalizacijo in svetovnimi krizami, si rajši ne predstavljamo. Prizadela bi vse, nazadnje pa ne bi bilo všeč niti liberalni manjšini, ki se za to zavzema. Evropa je za vrednote in etiko občutljivejša kot ostali svet. To pripisujemo strahoviti izkušnji druge svetovne vojne in totalitarizmov 20. stoletja. Milijoni žrtvovanih življenj, nepopisno trpljenje v vojni, nasilje in pomankanje, poznaje pa nesvoboda in diskriminacija, so brutalno zamenjali dotedanjo kulturo, relativno demokracijo in relativno blagostanje. Groza te dobe, spoštovani, je hočeš nočeš postala del naše kulturne dediščine. Prizadevanje, da čim prej pozabimo, je nameren pogled v stran od etike, proč od temeljnih vrednot. Pozivi, naj se vendar že nehamo ukvarjati s preteklostjo in porogljive izjave o preštevanju kosti so v šokantnem nasprotju zdravo človeško empatijo, ki naj bi bila podlaga socialno čuteče družbe. Sprejeti spomin na grozljivo deviacijo 20. stoletja kot del naše dediščine, pa je tudi moralna obveza, je silen etični opomin. Spoštljiv odnos do pobitih, Tine Hribar govori o posvečenosti mrtvih, je naposled del naše kulture, del civilizacije še od časov izpred Sofokleja. Ne bo nam odpuščeno, če bomo ta del zgodovine nedovolj pregledan, neovrednoten, še pred vsaj simboličnim pokopom žrtev in spravo med živimi izrinili iz naše zavesti. Zmenjavo generacij se bodo vojne in povojne izkušnje iz zgodovinskega spomina Evropejcev porazgubile. S tem pa bo izgubljeno tudi njihovo katarzično etično sporočilo. To bo še zadnja krivica nad pobitimi. Krivica, ki jo bo zagrešil današnji rod Slovencev. Če bo brezčutno preslišal še zadnji, kot je rekel pesnik, preslonljivi posthumni krik mrtvih iz sveže odkritih grobišč. Ta brezčutnost, odziv v nasprotju z vrednoto pravičnosti, pa ne bo brez posledic, niti za vrednoto vseh, ne za koristi manjšin. Slaba početja, zlorabe, odmike od vrednot in etike se dogajajo povsod. Danes so o tem ni težko prepričati. Vseeno pa se pogosto sprašujemo, ali nismo Slovenci še malo na slabšem kot drugi narodi iz našega kulturnega kroga.
Vprašanje je zahtevno. Sociološke študije o dojemanju in spoštovanju vrednot med Slovenci kažejo, da smo po mnogih kazalcih nekje na sredini med evropskimi narodi. Kažejo se tudi pomenljive posebnosti. Nekateri smo lahko veseli, druge nam niso v čast. Tu so tudi vplivi majhnosti okolja, ki mu ni bistveno koristila naša pridružitev Evropske unije. Skrbi nas sedanje dogajanje in trendi. Ti so v zadnjih letih glede spoštovanja vrednot po splošni oceni obračajo navzdol. Če so množična občila, vsaj deloma slika ozračja in delovanja družbe, ta slika ne pogolja. Ne gre samo za učinke gospodarske krize. Naša družba je vse bolj notranje sprta. V političnem, gospodarskem in medijskem prostoru so nekako nehala veljati starodavna pravila poštenja, pa tudi bolj nedavno sprejeti standardi javnega delovanja. Med ljudmi je vse manj zaupanja in vse manj dobrohotnosti. Oprati ime, ki ga je umazala nepoštena publiciteta, skoraj ni mogoče. Krivci so bolj zaščiteni kot žrtve. Ostalo je legitimno, da imamo o eni stvari več možnih resnic in da ima vsakdo poljubno pravico izbrati tisto, ki mu je najbolj všeč ali se prilega njegovim trenutnim potrebam. Danes v Sloveniji delovati v javnem interesu ni več cenjeno, niti takrat, ko je delo opravljeno požrtvovalno, vestno, pošteno in uspešno. Pogosta nagrada je posmehljiv cinizem. Vsaj v tem, tako se zdi, je naša dežela evropska prvakinja. Kdaj se bomo tega naveličali? V življenju družbe so obdobja podobna nihalu. To se v skrajni točki ustavi in potem nastopi svojo pot v nasprotno smer. Trenutek obrata in prva polovica poti mnogim prineseta olajšanje. Marsikoga pa je strah druge polovice nihaja in potem naslednje periode. Dobro bo, če bo nihanje, kot pravijo fiziki, dušeno. In če ne bo dušeno na način, kot ga že stoletja razumejo vodilni politiki in državniki. Tu imajo ljudje prav. Samo upoštevanje vrednot in etike za vse lahko pomaga, da se bo nihanje neboleče umrilo. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, počaščen sem, da lahko danes tu v tem krogu povem nekaj svojih misli. Ne samo o naši sedanjosti, ampak tudi o tistem, kako smo se Slovenci razvili do tega, da smo se iz naroda nekako dokopali do statusa subjekta, se pravi nacije, ki je bila sposobna potem postaviti na noge tudi lastno državo. Kaj se pa danes z njo dogaja, bom poskušal pa še posebej v drugem delu tega svojega prikaza spodnjega. Naslov je Etični imperativ in slovenska politika. Naj začnem z narodno prebujo Slovencev in idejo o zedinjeni Sloveniji 1848. leta, ko je Slovenski odbor na Dunaju poslal v svet svojo poslanico z naslovom Kaj bodemo Slovenci cesarja prosili. Kot prva točka v njej je zapisana zahteva, citiram.
da politiško razkrojeni narod Slovencev na Kranjskim, Štajerskim, Primorskim in Koroškim, kakor eden narod, se tudi v eno kraljestvo z imenom Slovenija sklene in da ima zase svoj zbor. To so bile seveda sanje, o kakršnih glede naše nacionalne preteklosti na Slovenskem še danes radi govorimo, saj smo se kasneje tudi po razpadu Avstro-Ogrske Slovenci znašli v celi vrsti zgodovinskih permutacij in turbulenc, v katerih smo le s težavo obvarovali svojo entiteto. To velja tudi za čas obeh jugoslovanskih držav. Ko je leta 1927 pesnik Božo Vodušek objavil svojo kritično razpravo Etika in politična miselnost Slovencev, je naslov, se zagotovo ni zavedal, kako bo to vprašanje za Slovence pereče in težko tudi še v današnjih dneh. Takrat smo bili Slovenci tretirani kot subalpsko pleme v sestavi trojedinega jugoslovanskega naroda, s kratico SHS, Slovenci, Hrvati, Srbi, ki živi v Dravski banovini pod vladavino srpskega kralja Aleksandra, tvorca Vidovdanske ustave. Vodušek pa je v svojem razmisleku zagovarjal, citiram, politično, kulturno in gospodarsko življenje, konec citata, v okviru obstoječe jugoslovanske države pa vsaj federalizem. Postavil se je za, citiram, najvišji politični ideal, lastno državno obliko. Vendar pa je bil obenem prepričan, da je ta njegov ideal še zmeraj precej utopičen, kajti, citiram, Slovenci smo veliko sanjali in nič storili. 50 letij kasneje, torej po drugi svetovni vojni, NOB in revoluciji, pa je bivši partizanski politkomisar in kasnejši profesor evropskega duha na primerjalni književnosti v Ljubljani dr. Dušan Pirjevec v svoji razpravi vprašanja naroda razmišlja o Slovencih kot o, citiram, blokiranem gibanju, ki se ne zna vzpostaviti na ravni državotvorne nacije, ker nima nobenih temu primernih inštitucij, saj očitno še politično ni dovolj razvit in zgodovinsko pripravljen na nje. Posledica tega pa je, da Slovenci še vedno ostajamo, je ugotavljal, citiram, brez sredstev za svojo zgodovinsko realizacijo in uveljavljanje tako navzven, kakor navznoter. O tem, kako preseči to zavrto družbeno stanje in podrejeni nacionalni status Slovencev, je v tistem času očitno razmišljal tudi predsednik izvršnega sveta Stane Kavčič, ki so ga 1972. Leta razrešili vseh političnih dolžnosti in oblastvenih funkcij. Kavčič se je upiral jugoslovanskemu centralizmu in se v skladu s svojimi novodobnimi predstavami o slovenski ekonomiji, katere, citiram, moč in vrednost bomo morali preizkušati na mednarodnem trgu in v svetovnih gospodarskih tokovih, konec citata, zavzemal tudi za večjo politično avtonomnost Slovenske republike v odnosu do federalne partijske oblasti in do centralistično vodenega gospodarstva. Seveda pa takrat Kavčiču kot prekaljenemu komunistu, s tem tudi internacionalistu, niti na kraj pameti ni prišlo, da bi si upali razmišljati tudi o samostojni slovenski državi. Reformistični tokovi in premiki, ki so bili še posebej izraziti na Hrvaškem z Maspokom, so bili tedaj pretrgani in zatrti, napočila so tako imenovana svenčena leta, ki so se zlagoma utoplila šele po Titovi smrti 1980. leta. Takrat, in sicer v 57. številki Nove revije, izšla je 87. leta spomladi, dr. Jože Pučnik v članku Politični sistem civilne družbe že zapiše, da je, citiram, potrebno izhajati od predpostavke slovenske državne suverenosti
in temu ustrezno zmanjšati pristojnosti sedanje federacije povsod tam, kjer ovirajo omenjeno državno suverenost in kulturno modernizacijo Slovenije. V 57. številki so bile zbrane razprave, ki se niso zaustavljale le pri kritični obravnavi takratnih političnih razmer in pri zahtevah, da se svobodnimi volitvami v temelju spremeni totalitarni politični sistem, ampak so imele pred očmi tudi ustavne določbe o pravici naroda do samoodločbe. To je zapisano v ustavi SFRJ 1974. leta, ki so bile ratificirane tudi z mednarodnimi dokumenti. Zato glede na ustavno deklarirano naravo Jugoslavije kot federativne republike svobodnih in enakopravnih narodov, ko zatrjuje v svojem prispevku Peter Jambrek, citiram, praviloma ne bi moglo priti do konflikta, če bi eden od narodov na demokratičen način po ustavno predvideni poti izrazil voljo do odcepitve in osamosvojitve v lastno suvereno državo. Dogodki, ki so kmalu sledili, so konec 80. let in v začetku 90. pretresli slovensko družbeno in politično prizorišče. Javnost je razburkal vojaško-politični proces zoper četverico, hkrati pa so začele vznikati tudi nove politične zveze in stranke, ki so se dokaj hitro povezale, seveda z različnimi, bi rekel, zamiki in napori, ki jih je bilo treba v to vložiti, v opozicijsko koalicijo Demos na čelu z Jožetom Pučnikom. To so bili prvi koraki tranzicijske levitve slovenske družbe na poti v demokracijo. Sledile so svobodne volitve novega parlamenta, ki je za predsednika izbral Franceta Bučarja, volitve predsednika vlade Lojzeta Peterleta in volitve predsednika predsedstva republike Milana Kučana. Odločilnega pomena za osamosvojitev Slovenije kot neodvisne in suverene države pa je bil plebiscit 23. decembra 1990. Pol leta kasneje, kot vsi veste, najbrž, ali jaz moram malo obojati zgodovinski spomin, tudi sebi, ne samo nam. 26. junija 1991 je Slovenija tudi uradno razglasila svojo samostojnost in državno suverenost. Že naslednji dan se je zganila JLA in s tem sprožila 10-dnevno vojno, v kateri je Slovenija obranila svojo državo in tako ovrgla že citirani rek, kako smo Slovenci glede lastne države veliko sanjali in storili. In kje smo zdaj, ko smo sanje o lastni državi postavili na realna tla, v kruto resničnost, in smo zanjo brez tutorjev odgovorni sami od glave do peta. Vse to, kar bom povedal, seveda izhaja iz moje izkušnje, ki se ne opira na cinično distanco, pač pa na kritično presojo naše družbene resničnosti 20 let po osamosvojitvi. Prvič, Slovenci se kljub vzpostavitvi države z vsemi pripadajočimi inštitucijami še vedno dogajamo kot gibanje, ki države še ni zares vzelo nase. Smo torej subjektno nedovršena nacija in družba, ki bi se morala zavedati, kaj je njen temeljni nacionalni interes, ne pa da si ga vsak, ki se čuti poklicanega, da govori o njem, razlaga po svoje z vidika lastnih interesov. Zato se bom tu izognil temu pojmu in se oslonil tisto, kar vsebuje sam pojem interese, v smislu integrativnega, družbenega, kulturnega, ekonomskega, državotvornega in podobno, skupnega bivanskega formativa. Po to pa spadajo demokracija, pluralizem interesov, duhovna prostost, konkurenčna ekonomija, socialna varnost, družbena etika, pravna država in še marsikaj vsega tistega, kar zagotavlja vitalnost in tvorno perspektivo moderne države. Drugič, v tranzicijskih razmerah, v katerih se košatijo turbokapitalisti, menedžeri, pseudoliberalci, politični povspetniki,
in klikaši, finančni lobi, birokrati in še kdo, ki se dobro znajde v ozračju etične poljubnosti in samovolje, me nič ne preseneča, da se marsikomu od njihovih žrtev toži po starih časih in diktaturi. Kdaj pa je že bilo stanje duha in kulture kot formativne sestavine družbenega žitja in bitja ljudi tako pretleh, kot je danes? Podjetja propadajo, vse več ljudi je na cesti, sindikati so skorumpirani, pravosodje si meni nič, tebi nič omisli stavko, kar v času našega predsedovanja EU. Zdravstvo je na psu, medtem ko zdravniki stavkajo in bogatijo, z izjemo mojega prijatelja, spoštovanega profesorja, dr. Jožeta Tronkla. Rigidno šolstvo se z vsako reformo uči svojih napak, a tako, da jih kar naprej ponavlja. Mediji so natrpani z efemeridami v rumeni barvi, kritični duh v njih pa je po večini na počitnicah. Državne železnice so na slepem tiru. Gradbeništvo, ki ga financirata država in krediti iz Evropskega denarnega sklada, je kar naprej v kakšnem zavoženem predoru, če ne še kaj, če se mi zgodil kot v zadnjem času še kaj hujšnega, kakšen Gaddafi. Hkrati pa so ceste dvakrat dražje ali še celo več kot v Avstriji. Kulturne inštitucije in ustvarjalci do kraja razrečenem kisiku komaj še lovijo sapo. V državi, v kateri z nacionalne banke neki kramar, ki je bistveno zaslužen za dolgoročne prevzemne kredite tajkunom različnih kalibrov, pri čemer pa se navide sploh ne ve, kam so šli in kako jih bo NLB izterjala nazaj, je pa za svojo iznadljivost poplačan z milijonom evrov. Hkrati pa ta ista država, ki ima polna usta nacionalnega interesa, ne podpre tržaškega gledališča s 500.000 evri, da bi ga ohranila v statusu teatro stabile in s tem tudi izpolnila eno od obvez do slovenske manjšine na Tržaškem. Takšnih primerov je brez števila. Vse posod pa deluje ta brezskrupulozna prihvatizacija in pohlep, ki jo nihče ne sankcionira. Tudi javno ugotovljena in izpričana laž v zvezi s korupcijo, malverzacijami, utajami davkov in podobnega, ki si jo privoščijo nekateri vodje strank in oblastniki, obvisi v zraku, ki zaudarja. Politična kultura pri nas je več kot občudovanja vredna, saj ne premore veljavnega zgodovinskega spomina in kritične ocene dogodkov iz ne tako davne preteklosti, ki vse pridržujem dr. Tronki, tudi v njegovih ocenah. V mislih imam seveda izvensodne poboje, fojve in drugorazredne v narekovajih hude jame, ki so jih zagrešili vojaki revolucije takoj po vojni nad ujetniki in begunci pred jugoslovanskim stalinizmom. Ta duhovna tranzicija v tem pogledu še vedno traja tudi v parlamentu. Da, ta duhovna tranzicija še vedno traja tudi v parlamentu, dokazuje dejstvo, da se ta še zmeraj ni izrekel o Evropskem memorandumu, ki ga je s Praško deklaracijo spodbudil Václav Havel. Kot vemo, gre za resolucijo, v kateri Evropski parlament poziva države članice k obsodbi vseh treh evropskih totalitarizmov. Za takšno obsodbo bivšega režima pri nas se je leta 1992 v državnem zmoru v imenu demokracije in z njo povezanih človekovih pravic potegoval že pokojni dr. Jože Pučnik, vendar s svojim predlogom nikakor ni pravdal. Ni čudnega, saj slovenski parlament še danes kljub evropski pobudi menca in cinca, medtem pa mu posmeh župan prestolnice varno pred nosom napeljuje Titovo cesto. Četrtič. To še toliko manj preseneča po zadnjih parlamentarnih volitvah, po katerih se je politična paleta oziroma diapazon ideološke in programske diferenciacije med strankami v parlamentu skrčil na oznako, ki je nadvse indikativna in značilna. Parlament se v medijih skoraj brez izjeme deli na desno-sredinske in levo-sredinske stranke. Pomembna je torej sredinskost, pa naj prihaja z leve ali z desne.
Pričemer pa je najbolj zabavno to, da nimamo niti razvidne in politično jasno artikulirane levice, niti desnice. Kljub temu se že kar naprej ve, kaj in kdo je desnica, ki jo je treba zaustaviti, in kaj in kdo je levica, ki jo je treba podpreti. Demokracija danes, temu lahko rečemo tudi moderna demokracija, na kateri je zasnovana moderna država, pa je vse skozi aktualno evropsko vprašanje o izkušnji s totalitarizmi v 20. stoletju. Kajti evropska demokracija kot splošen pojem še ne obstaja. Poznamo le demokracijo posameznih držav, na podlagi katerih delujejo obstoječe demokratične evropske inštitucije, na osnovi katerih je vsaj pogojno mogoče govoriti o evropskem državljanstvu. Ne v konceptualnem, ne v psihološkem, kaj šele v pravnem pogledu, namreč ni mogoče biti dejstva, da je vsak evropski državljan v prvi vrsti državljan države članice EU. Med njimi pa so glede stopnje demokracije velikanske razlike, ki so se še poglobile po pridružitvi novih članic z vzhoda, med katere, recimo temu pogojno, spada tudi Slovenija. Seveda nam gre za to, da se te razlike med vzhodom in zahodom še posebej v našem primeru čim bolj zmanjšajo. A ta proces poteka zelo počasi, zdi se mi celo, da nazaduje. To dokazuje tudi pogled na današnjo slovensko strankarsko oziroma politično ranžirnico. Na tem prizorišču imajo svojo tranzicijsko veselico tudi v Evropi že zdavnaj jasno opredeljeni pojmi, ki označujejo politično levico, sredino in desnico. Po kakšnih kriterijih danes na slovenskem opredeljujemo levico in desnico? Kdo so konzervativci, kdo neoliberalci ali, če uporabim Hriblerjev pojem, vulgoliberalci, kdo levičari? Kakšna je njihova družbena in politična provenjenca? Vse te oznake visijo v zraku, ker so empirične, kavzalno premalo utemeljene, zato mi delujejo kot iz politične ropotarnice, prevzete etikete, s katerimi oblepljamo na novo nastale strankarske vagone in kompozicije. Šestič. Pri nas pa se politično prizorišče kar počez deli na levi in desni blok. Sprašujem se, po kakšnih programskih in političnih opcijah ter družbeni integrativni funkciji je SDS bolj desna od SD, ki se razglaša za levico. Najbrž zato, ker ima slednja že spričal svoje promenjence na svoji strani bivše sindikate in management, ki si s finančnim zavajanjem tako imenovanih nadzornikov s korupcijo, klientelizmom, lobističnimi mahinacijami in tajkunskimi prevzemi prisvaja ključne finančne inštitucije in bivša družbena podjetja, ki so tako rekoč pravilno znajdejo v stečaju, ljudje pa na cesti. Sedmič. V takšnem normativno nepreglednem političnem ozračju zato sploh ne preseneča, zame sicer nevzdržna, pobuda bivšega predsednika države Milana Kučana, da bi se morala slovenska politična scena zaradi večje obvladljivosti in preglednosti zares in dokončno razporediti na dva bloka, levega in desnega, bolj milo rečeno liberalnega in konzervativnega. Vsakomor od nas je najbrž tako jasno, da gre tu za analogijo z dvopolnim političnim sistemom, kakršni velja v Angliji in v ZDA, vsaj okvirno. Sicer pa nikjer druge v Evropi. Vendar je treba takoj pristaviti, da je angleška ali ameriška zgodovinska, konceptualna in politična izkušnja povsem drugačna od naše, v čemer na tem mestu seveda ni mogoče podrobneje razpravljati. Pri nas naj bi blokovska politična delitev družbe, kjer bi se oblikovala dva nasprotujoča si centra moči, s tem pa brisale zelo občutljive nijanse, ki jih zagotavlja zrela parlamentarna demokracija, zlasti še v pomanjkanju civilno-družbene intervencije v političnem dogajanju, kaj hitro privedla do kulturkampfa oziroma kulturnega boja, kar je zelo eufemističen pojem, ki pod tančico kulture
pokriva brezobziren in neskrupulozen boj za oblast. Seveda bi se s takšno polarizacijo političnega prizorišča, kar se vsem na očeh tudi zares dogaja, zmanjšala tudi individualna svoboda in prostost duha, ki bi se na politični ravni merila po blokovski pripadnosti posameznika v družbi, s tem pa bi se skrčila tudi demokratična pozitura te družbe. 8. Vse to govori o zavrtosti in pomanjkanju tiste integrativne energije, v kateri se izkazuje inteligibilnost odprte družbe. Zato pa so potrebni razvidni politični programi, ki si sproti zagotavljajo svojo družbeno verodostojnost in s tem tisto formativno trdnost, brez katere se lahko vse skupaj kaj hitro spremeni v politikansko menažerijo, ki ploskajo samo lahkoverneži. Seveda je to težava naše demokracije brez tvorne zgodovinske tradicije in brez medsebojne kritične zavezujočnosti, kar terja od soigralcev vsaka tudi politična igra, v kateri ni prostora za politnost. 9. in s temi točkami vam, da se boste oddahnili, veselje. S poljubnostjo in samovoljo se danes v političnih odločitvah in oblastniški praksi srečujemo kar naprej. V kriznih razmerah pa še posebej. Poljubnost zmeraj vodi tudi do zlorabe oblasti. Ta pa je možna predvsem zaradi tega, ker smo družba brez razvidnih moralnih imperativov in norm, saj smo se zmožni sprijazniti z vsako lažjo. Brez etične občutljivosti in varovanja individualne, družbene in državne integritete, s tem pa tudi samozavestnosti in dostojanstva, nikoli ne bomo vedeli, kje so naše meje in kje je izhod na odprto morje. Povsem povedano, to je za sklep, mi znova stopi pred oči Voduškovo vprašanje o etiki in politični miselnosti Slovencev, ki si ga moramo danes v novih razmerah zastaviti še z večjo ostrino. Kajti vprašanje družbenega etosta ni povezano samo z našo kulturno in politično izkušnjo, ampak ima evropske in tudi širše civilizacijske razsežnosti v tako imenovanem postmodernem svetu. Tako se Peter Sloterdijk v svoji polemiki, zakaj imam vendarle prav, išla je v Decajt 2. decembra 2010, spopada s kritiki svojih tez o socialno pravičnejši, strpnejši, demokratični in duhovno sproščeni moderni nemški državi, ki se ne sme vklanjati nebrzdani diktaturi kapitala, fiskalnih režimov in davčnih pritiskov ter birokratizma in se sprašuje tako. Citiram. Mogoče je res tako, da družbena zaveza nastane onstran neke določene veličine, le z znanjo, močjo in njenim poduhovljanjem. Ali ni Hobbes v Leviatanu zapisal: pogodbe brez meča so zgolj prazne besede, konec citata. In nadaljuje: torej smo na vse zadnje povezani med sabo le zaradi strahu. Ta prvinski, razdiralni strah pa je vselej navzoč v družbi, ki ne premore in ne vzdrži v sebi nobenega etičnega imperativa, če se posluži Kantove maksime. Brez etičnega imperativa pa gre po zlu vsaka družbena pogodba, ker ni zavezujoča. 20 let po osamosvojitvi Slovencev, po osamosvojitvi, smo se Slovenci znašli v takšni družbeni anomaliji, da človek le debelo gleda. Postali smo farsična država v strahu, navzven in navznoter. Država, ki čaka na odrešitev. Ta pa mora priti od nas samih z novo družbeno pogodbo, ki se mora živo udejaniti v politiki. Zato so potrebne čim prejšnje volitve, predvsem pa moralno in politično bolj učinkovita aktivnost opozicije. Sicer se bomo kar naprej spraševali in končujem s tole domislico. Zakaj Slovenija v svetu nima veljave? Ker si ne zna sneti jajčne lupine z glave. Hvala lepa.